Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, od prisege vlade je minilo že 97 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. To je umetnost. Olja Grubič, performerka, vizualna umetnica, scenografka in kostumografka, je pripravila umetniški performans, ki bi ga lahko poimenovali Vrt življenja. Mogoče pa gre zgolj za domišljeno propagando za samooskrbo in uživanje sočivja na pravi način. Kdo bi vedel? Sedaj pa se lotimo druge oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali afera Smodej Uranjek, kaj v resnici vemo in zakaj se to dogaja. Kdo in kaj so spolni predatorji, kakšen je njihov psihološki profil in kakšno zvezo, če sploh ima to s kulturo, nam bo povedal naš stalni komentator, dvojni magister Roman Vodeb. Roman, toplo pozdravljen. Prisrčen pozdrav. Roman, predno greva na današnjo glavno temo, predlagam, da na kratko pokomentiraš še tale umetniški performans, ki smo ga pokazali v uvodu oddaje. Imamo še eno fotografijo tega performansa Olje Grubič pripravljeno. Kaj si ti recimo tukaj predstavljaš? Jaz sem tole nekaj časa opazoval, sem napenjal možgane, ne vem, a te žene, te dame tu ob steni po moško urinirajo ali misliš, da gre za kaj drugega? Tukaj vidim jaz premalo sublimacije. Sublimacija je nek obrambni mehanizem, ki mora neutralizirati pohoto. To je že malo parodija, vse skupaj. Jaz bi rekel, da tole gravitira na področje, posebno s tistimi sadji pa zelenjavo. Fafalogija bi bila veda, ki se s tem proučuje take fenomene, iz registra vodebologije. Skozi psihoanalizo je marsikaj analizabilno in tale kvazi antipseudo-umetnost, to je neko afnanje, ki je simptomatično. Se pravi, tale Olja, sem po Googlu tam neki spule, se mi zdi heteroseksualna, ker tam neki moški so tam okrog nje sučejo, to ima neko željo, epicenter ženske želje niso kar tako moški, ampak organ, ki njim na telesu manjka, in potem so ti falični korenčki, cuketke, kumarce, ta epicenter ženske želje. Lahko bi se tudi s klobasam neki šle, ali pa z bananami. Sej ta Olja tudi trojno penetracijo tam nekje narisala, oziroma narisala. To je netalentirana umetnica, ki kopira neke averzije, se pravi neko zoprnost, ki ima pridih seksualnosti v upanju, da bo odziv. In je odziv, jaz vem, tam v Skopju, ta nek njen performance s sadjem, to so ploskali kot tam na Beneškem festivalu v filmu Joker, to se afnajo gledalci in se delajo, kot da štekajo, zganjajo euforijo za prazen nič, to pač ni umetnost, je pa kultura, spodletela perverzna kultura, kultura je, ni pa to umetnost. Ja, zdaj, sem še eno vprašanje, preden greva naprej na to afero Smodej Uranjek. Kaj je glavni namen tega po tvoje, Roman? Ta nek šok, se pravi, povzročiti nek nemir, nek odziv. Kaj je glavna poanta te vrste kulture? Ti praviš, da to ne gre za umetnost. Del teh kulturnikov je, da niso umetniki. Umetnost pa kultura, to ne smemo enačiti in obiskovanje športnih prireditev je toliko kultura kot obiskovanje galerij. Jaz sem rekel, tale ženska pojma nima, kaj bi bila umetnost, in želi šokirati. Čudenje, čim bolj zbegati konzumenta te umetnosti, to je namen, in nepripravljeni gledalci, konzumenti umetnosti, domnevne umetnosti, pridejo pa to vidijo in se toliko začudijo. Čudenje je pa čustvo. Jaz sem šel na en performance neke moje, tako rekoč, pacientke, in je prišla na oder nekega hotela, naga, imela je tam neke tangice, ampak gola v smislu, kažala je lepo oprsje in tam je bilo nelagodje, ampak to je zavila v neko umetnost, ampak
ženska je bila spolno zlorabljena, ne? Jaz sem razumel to njeno umetnost, ne? Ampak to ni umetnost, če zbega konzumenta, ne? Če tam trpi, ne? Tam smo vsi trpeli, ne? Toliko nelagodje je bilo. Tole pa zdaj, če si ti neka ovca, ljubiteljica umetnosti in če se ti to servira kot umetnost, potem kot umetnost zapopadeš, ne, v resnici to ni umetnost, to je tam na portalu XXL, so porniči, to lahko tam se to gre, ne, ker ne gre, to ni ostalo samo pri tem fafanju, ne, šlo je tudi za penetracijo, pa tam neke korenčke so kastrirali, to so lupili korenčke, da ga je zmanjkali, ne, to je nezavedna želja po kastraciji moških, ne, v objemu zavidanja penisa. To je vse psihoanalitično interpretabilno, ne? Ampak to jaz vidim, če se ukvarjam pač s to teorijo razlage umetnosti. Ne? Zdaj, če bi to gledal kdo je že tale, Miško Šuvaković, ne? To je nek srbski teoretik ali pa naš Aleš Rjavec. Ne? To bi razglasili za konceptualno umetnost, kot tisto, ki je dojila psa in potem dobijo pa Prešernovo nagrado. Ta upam, da ne bo, ker je pač iz Pule tale umetnica, ne vem niti, če je Slovenka. To je vse skapnač, no. Zdaj, pri teh performansih, ne, vsaj te, ki sodelujejo, verjetno sodelujejo pač prostovoljno oziroma soglasjem, pri tistih v narekovajih performansih, ne, ki naj bi se dogajali v kleteh fotopuba, pa seveda ni šlo za soglasje. Kaj se je po tvoje tam v tem fotopubu, ki kot vsak dan se mi zdi dodatno, ne, se kaže, je bil res bolj obup, ne, kot pa nek fotopub. Kaj se je po tvoje tam, Roman, dogajalo? No, tam zagotovo ni nobenega performansa, tam je na trik spravil oba dva babe noter, s tisto drogo za posilstvo, so izbrisali spomin in naspidirali pohoto in zdaj načeloma ženska, ki pade tudi celo v nek transferni odnos z neko avtoriteto, ker sta ta dva umetnika, posebej Uranjek, to je bil neka avtoriteta, dobil tam skozi Irving celo nagrado Richarda Jakopiča, ne, in potem, ko mlada ženska vidi neko avtoriteto, kakršno je recimo Roman Uranjek, ali pa lastnik tega puba, ta zlodej, ali kaj že, Smodej, no. Se dobro zmotim, ne, ker zlodej tudi pa Smodej je zelo podobno v tej zgodbi. To je tipična moška pohota, ki ni brzdana strani nadjaza, ne. Nadjaz je moralna inštanca, ki jo imaš ali jo pa nimaš, ne. Če si imel močnega očeta, te vest peče in če ti nafehtaš žensko po nekem protokolu, ne, se pravi, da si tak car, da se ti ženska želi, se ti nastavi, ne, tudi če reče tako rahlo, raj ne, točno veš, da moraš nadaljevati. Ne moreš pa ti žensko omamiti zato, da prideš do užitka. Ne, to sta ta dva dela, pa ne samo ta dva. Namreč kulturniki, ne, sodobni kulturniki imajo oboleli so za tem znanim leninitisom, ne, to ni vedel Leninu, ampak leni so za delati, ne. In potem prodajajo meglo, levi režim to kupuje in pa kaj še manjka, ne, manjka še malo droge, malo travce, kokaina in babe. Ne, to je ta začaran krog, paradigma, v katero se te sodobne mlade umetnice ujamejo, ker so tako naivne, ker so mislile, da zdaj tukaj je pa dejansko na prvem planu umetnost. Ne, v prvem planu je pohota teh umetnikov, ki bi samo uživali, ja, kulminacija užitka je pa seksualna orgija, ne. In potem, če ženska ni za to, ja, potem so šli, ker nimajo nadjaza, ne, v omamo. Tam v omami, tam so pa babe še bolj pohotne, ne, oziroma tam se pa da delati tisto, kar sta ta dva delala, domnevno, jaz ne bom rekel domnevno, zdaj so pa ženske, so pa začele o tem govoriti, ne, in zdaj, če jaz profiliram ta dva, ne. Ja, oprosti, sam preden greva na profile, če dovoliš, Roman, bi te še nekaj vprašal, ker se mi je zdajle porodila misel. Ti praviš, sta zavedla žrtve s tem, da gre za neko kulturo, za neko umetnost, ne. A ti misliš, da ni mogoče, da bi pač žrtve na nek način pač pristale, ne zdaj na vse oblike izkoriščanja, ampak vsaj na nekatere oblike izkoriščanja oziroma pač nasilja tudi spolnega, zato ker se bi obale njune avtoritete ali pa bi na ta način iskale vstop v te umetniške kroge, ker tu je šlo za neke vrste elito, ne? To bi naj šlo za neko elito, za neke elitne dogodke in za nek odnos moči, kot smo ga lahko videli tudi pri zelo glasnih primerih tovrstnega spolnega izkoriščanja preko luže, ne, v ZDA. Jaz ne bi rekel, da so se jih bale, ne. Te lisjaki, izureni, zdaj ali jim rečemo predatorji ali fukfehtarji ali kulturniki, umetniki, te znajo to, ne, to se ve. Mislim, vsaka intuicija moška ima nek feeling, ja, malo jo moraš zapeljati, tukaj, da jo zrajcaš, ne. Ko jo zrajcaš ženska željo,
po seksualnosti ima željo po moškem, željo po organu, ki njej na telesu manjka. Ta je v epicentru ženske želje. In zdaj, ko ženska vidi, da si jo moški, ki je avtoriteta, želi, to se aktivira kupica nekih obrambnih mehanizmov in ona začne sodelovati, ne, z nekim poljubom, z neko nežno erotiko, ampak ta erotika se nadgrajuje v stratosfero. In zdaj te umetniki, ne, kulturniki, bom raje rekel, te si skrhajo željo, te so probali čisto vse. To ni, da je en seks v zaljubljenem stanju. Ne. Tam en 60-letnik, tukaj je bil Uranjek star, jaz ga pa poznam star bolj. To ni prišel do bab nikakor. Ne. To je bil čist antitalent za babe. Pa se mi pa zadeva pa odprla. Ne. Potem pa dobi seksualnost krila, želja se skrha, kar pomeni eni in istih praks, eni in istega spolnega objekta si ne moramo strastno želeti, ker je to narava spolne želje takšna. Ne? In potem se vse skup upgrade, ne? Iz nekih nežnosti pride do več, še bolj, ne? Status želje, to ni tisto, in potem pride do orgij, potem pride do perverzij. Ampak človek, ki zapade v to vrstne spolne prakse, kot sta tale dva geliptarja zapadla, mora imeti nek deficit iz primarne družine, se pravi v odnosu do mame. Če je mama opravila materinovanje do svojega sina popolnoma korektno, ta sin kot odrasel moški ne more prikleniti ženske na radiator, ne more ji početi to, kar naj bi Uranjek počel, zdaj pa ta Smode je tudi verjetno, ne? Te ženske bi se morale izpovedati. Ne? Se pravi, če je šlo za pretiravanja, se mora mama teh dveh, mislim, Uranjekova mama je že 20 let mrtva, ne? Jaz poznam družino njegovo, ne? Mama je hodila tam 50 metrov stran od mene v tisto mehaniko, ne? Poznam tudi očeta, poznam kako, pa kaj je tudi oče Uranjeka bil tak ali pa je še tak, ker še vedno živi, ne? Se pravi, nagnjenih menjavi žensk. Mislim, otroci tudi kopirajo svoje očete, ne? In tukaj od primera do primera pač je treba individualno pristopati, ampak paradigma pa je ta, da umetniki, ki nimajo volje za delanje, prodajo blef, razglašajo ga za umetnost, se znajo to zakajati, bi legalizirali drogo, volijo levico, ja pa babe, orgije, še več, še bolj. Predlagam, Roman, da tle postava piko, si vzamemo krajši premor in nadaljujeva po oglasih, tako da ne nanoviti gledalke, gledalci, se vrneva po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem afere Smode Uranjek, kaj vemo in zakaj se nam to dogaja. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z mano je še vedno naš stalni komentator, psihoanalitik, dvojni magister Roman Vodeb. Pogovarjamo pa se o aferi Smode Uranjek, zakaj se nam to dogaja in kaj v resnici vemo. Roman, predno smo šli na krajši premor, sva ostala tam pri družinskih razmerah in kako te vplivajo na, potem bi rekel, značajske poteze tovrstnih spolnih delikventov oziroma predatorjev. Pa me vseeno zanima, ne? Zdaj take podobne, recimo, družinske razmere, kot jih je imel pokojni Uranjek, bi lahko imel marsikdo med nami, pa vendarle mi vsi potem ne postanemo neki spolni predatorji, posiljevalci in tako naprej. Kaj se mora zgoditi v človeku, da se zateče potem k takim nekim skrajnim oblikam nasilja in pač zoper spolno nedotakljivost človeško telo in tako naprej? To je malo relativno govoriti, kaj je nedopustno, ne? Ker obstajajo film 50 odtenkov sive. Ne? Tam je ta Christian Grey, ki ga bi lahko tudi ta Uranjek igral ali pa on Smode. Ne? Ampak na drugi strani je pa ženska in določene ženske, ki so imeli specifičen odnos z očetom, se pravi z očetom, ki jo je imel rad in je bil hkrati tudi grob, mogoče grob do nje, jo celo udaril, pretepal, ampak jo je imel rad. In ženska sama po sebi v strukturi duševnosti oziroma seksualnosti ima rada moško moč, moško suverenost, silo, agresivnost, ne? Hoče čutiti, hoče tudi neutralizirati to moško dominacijo. Ne? Ženska je pasivna, je rekel Freud, ne? Moški pa aktivn.
ženska je mazohistična, želi prejemati neko moč ali pa celo malček bolečine od moškega. To je njej v užitek, ne? Tak je ženski karakter. Moški je pa sadističen karakterno, moški je dajajoč, penetrirajoč, ženska je pasivna, sprejemajoča in moška moči paše. Ampak potem je pa pride do, bi rekel, pretiravanja, moški se ne more ustaviti. In če ima tem zamero do lastne matere, se ji lahko zadeva, torej se mu upgrade do sadizma, močnega sadizma. In to je očitno neka paradigma, ki jo imajo mnogi moški. Ampak pri teh dveh se je tole razkrilo. Jaz teh sadistov poznam kar nekaj, ne? Tudi žensk, ki se mi izpovedujejo, kaj to delajo, kakšne prakse, če bi ženske spregovorile, ali pa te plačanke, ne? Se pravi, plačene ženske, kurbe smo včasih rekli. Prodajalke ljubezni. Prodajalke ljubezni, če se one izpovejo. Ker moški, ki je sadist, mora kupiti žensko, ker ne dobi kompatibilne za udejanjenje svojega sadističnega užitka. Ampak na drugi strani so tudi ženske, ki ji paše davljenje, ki ji paše celo udarci. Tako da to ni tako nedolžna stvar. Ta dva sta bila pač razkrita tudi v objemu mogoče neke fovšije. Imela sta oba dva nek zavedljiv umetniški status. Tam neki kvazi umetniki ali pa, ki ne pridejo zraven, so fovšni. Ženske so fovšne. Tudi zato, ker je vzel to mlado namesto mene, mene pa, ne vem, da ne rečem poscal, tudi iz registra sadizma, poniževanja, ampak določenim ženskam to paše. To ne moramo tako gledati, kot da je to naredil ne vem kakšno zlo. Ampak verjetno te, ki se zdaj pač razkrivajo žrtve in tako naprej, zaenkrat sicer še anonimno upamo, da bodo tudi z imenom in priimkom prišle naprej, ali pa so mogoče že tudi do organov pregona in tako naprej. Tem verjetno to ni pasalo. Ne smemo zdaj mešati teh dveh stvari. Se pravi, nekaj, kar se sporazumno dogaja med dvema odraslima, pa pač je recimo pač obema všeč, pa kakšnemu drugemu ne bi bilo, ali pa to, kar se je tam dogajalo. Jaz sem šel tlele malo v zadnjih dneh, ko sem vedel, da bo tole tema po Trbovljah, pa sem malo spraševal. Jaz sem spomnil tudi predavanja, ki sem jaz omenil in Laibach in skupino Irving, ker sem poznal vse člane iz Trbovlj in sem malo prijateljev vprašal in zagovarjajo Uranjeka v smislu, zakaj pa 5-krat šla. Določene ženske so 5-krat šle, mislim, sej ne bom povedal, kdo mi je to povedal, ampak zadeva je bolj kompleksna. Ne smemo mi na prvo žogo, jaz ne bom opravičeval teh dveh umetnikov, ampak recimo ne je ne, tukaj bi mogel ne je ne pa ja je ja. In ta zlodej, smodej, ta se je podpisal perverzno pod peticijo samo ja je ja. To je tista perverzija. Vsi moški, ki so tam podpisani, točno vejo, da dvorjenje ženskam ne poteka po paradigmi, ki jo je predlagal 8. marec, te smrkle. Ampak ženska mora suvereno reči ne je ne in potem šetaš dalje. In teh moških, ki vejo, kako se to dogaja, tudi ženske, ko reče ne suvereno, ker to ni ženska 100% za pa za ne. Vedno je delček te živalskosti v ženski, tega, kako bi rekel, pohotnega dela, ki ga ima vsaka ženska in mali paše. Lisice ženski pašejo, priklenjenost na postelji paše, jaz to vprašam za test, jaz rečem ženski, ko rešujem recimo zakon ali pa seksualnost razvozlavam. Če bi imel kdo lisice, kdo bi imel? Jaz. Reče ženska suverena, 90% žensk reče, da bi ona imela lisice, da moški z njo počne, kar hoče. To, sorry, da moram to reči, to ženski paše, ampak ne paše pa pretiravanje. In ta dva sta pretiravala. Mislim, iz registra pretiravanja to ni samo vosek, to je uriniranje, da ne rečem tudi posranje na faco. Ko smo pri pretiravanju, Roman, kako hud prestopek, še dodatno hujši pa je, če kaj takega počneš recimo z mladoletno osebo? Zdaj takole, tista 18-tica je formalna. Včasih so imele punce pri 15 letih že otroka, pri 18 2 otroka. To, ko vidiš žensko, vidiš, da je zrela, genitalna ženska, pohotna, to se ji meša od pohote in je za in te prepriča, da se ne moreš več zadrževati, ker je nadjaz, tisti, ki ti zategnejo ročne zavore. In zdaj, če slišiš, sem stara, ne vem, 17 let pa pol,
in ona tam vsa pohotna, tam te fehta, ampak samo do tukaj naprej pa ne, potem moški dobi nek zagon, ja, kje se boš zdaj ustavil, ne? To človeška psiha je taka, Ja. človek je žival, mislim, Ja, ampak ne temelji, oprosti, naša družba, pač tudi naš monogamna percepcija ravno na tem, da se zadržiš, pa tudi če v končni fazi, če imaš več spolnih partnerjev ali pa partnerk, da se pač zadržiš, ne, tako kot si sam rekel, če ne, je ne. Zdaj, če bi ne tako šli, kot ti praviš, da kje se bo moški ustavil, pol na nek način bi lahko bilo teh primerov več, pa se ne bi zdaj pogovarjali o njih kot nekih izjemah. Zdaj ti jaz povem, da teh primerov je več. Ne? Okay. Zdaj ni fair, da sta se dva razkrila. Mislim, če bi ženske spregovorile, te, ki se dol dajo s temi alfa samci, od top politikov, top menedžerjev, top umetnikov, karkoli, top športnikov, to se tem alfa samcem želja podivja, to imajo orgije, to s 5 naenkrat. Ne? Zdaj nekateri pretiravajo pa tisti, ki niso imeli harmoničnega odnosa z mamo. Ne? Serijski morilci grejo v to smer, ali pa tisti, ki zdaj so ene mucke, so jih glavo odsekali, ne? Ali pa življanje nad kobilami v Lipici, ne? Ali pa petardo variti mačkam. To so potencialni serijski morilci žensk. To so samo moški. In vse moški naredi, torej, kot psihopat v seksualnem smislu naredi mama do 6. leta. To treba brati pač Carmen Šterk, da je serijski morilnici in v bistvu normalen psihopat dogene matere. Zato ta dva, ne, mislim, zdaj mama tega Smodeja verjetno še živi, to so razvajene duše, oče tam nek zdravnik, ta se mora vprašati, ne, kaj je zdaj on vzgojil, ali pa mama, kaj počnejo s svojim sinom, da želi ženski prizadeti bolečino, ne. Mislim, jaz sem danes sedel na kavici z mamo, pa me sprašuje, sem rekel, lej, jaz, da bi žensko udaril, ne morem nikoli. Zato, ker si ti mene imela tako neizmerno rada, da jaz sile ženski ne bi nikoli naredil tu, če bi mi rekla. Ne, tisti, ki so pa tega sposobni, imajo pa zamero do lastne mame in to seka ven v seksualnosti. In ko jaz pač rešujem te psihične probleme žensk in moških, jaz moram zvedeti za seksualno fantazijo. In tam vedno pride, da se seksualna perverzija, v kjerkoli smer se napaja iz otroštva. To ne vejo te novinari, ko recimo stihijsko napadejo ali pa celo skrivajo neke podatke. Ne vem, če imaš ti pač te podatke, kako zdaj RTV umika, pa ta ministrica, ki se je z obema dotičnima družila, kako zdaj to skrivajo. Ja. To sem te hotel zdaj vprašati, Roman. Mi smo že pred leti en tak, se mi zdi, tudi tragični primer podoben, kjer je šlo za bivšega zelo spoštovanega igralca, Gašperja Tiča, ki je tragično preminul, je bil umorjen in pač praktično do smrti nismo slišali nič o tem, da bi pač je bil čaščen tako znotraj svoje srednje, bi rekel, kot sicer. Je tu kakšna vzporednica tudi s primerom zdaj pred kratkim tragično preminulega Romana Uranjaka, ki tudi še ob smrti so mu pisali slavospeve, recimo časopis Delo mu je objavil eno tako lepo usmrtnico in tako naprej. Zdenka Badovinac ga je imenovala za enega največjih slovenskih kulturnih ustvarjalcev, ti si že omenil NSK in Laibach in tako naprej. So tu kakšne vzporednice po tvoje? Zdaj pa pač po smrti ali pa po tem, ko so te stvari prišle na plano, pa se poskuša vse zakriti, prikriti, vsi se začnejo umikati. Je to ta prava reakcija ali bi bilo boljše, da bi poskušali razumeti, kako lahko recimo take osebe funkcionirajo normalno v družbi ob vsem, kar pa počnejo za zaprtimi vrati? Če je moški uspešen, se mu te nastavljavke intenzivno nastavljajo. In potem lahko doživi marsikaj. Ena ženska, da pride z nekim alfa samcem, je pripravljena tudi iti v trojčka. Ženska z žensko to nič ne boli, ker so biseksualne ženske po naravi. In to si moški lahko privoščijo. In potem pod pritiskom neke omame, alkohol pa droga in potem mu patologija se odzipa, neka zamera do mame ali pa zamera do žensk, ki so ga zavrnile recimo. Potem pa tukaj ven udar na simbolno nezavedni ravni in so te v bistvu nedolžne punce, ki so tam misle, da je zdaj vsa privilegirana, ker lahko tam neko orgijo se gre, in potem pa tam pa vidi, da je pa pretepana, da je ponižana, da se jo ponuja drugim.
Mislim, ženska načeloma je tudi sugestibilna, ne? Se pravi, nekdo jo lahko zmanipulira in reče, tole si ti želiš. Ne? Če jaz se ukvarjam s hipnozo in točno vem, da če nek moški, ker poznam žensko, ki je rekla, to pa to počnem, sem rekel, to ni na vašem zelniku zraslo. Ne? Vi niste rojeni za svinganje. Vi greste v svinganje na pobudo svojega partnerja. Ne? Ona je pa misli, da to njena želja. Zadeva seksualnosti je izjemno zapletena. Mlade ženske so naivne, sugestibilne, razvratni te samci, ki so pa že vse probali, pač pa nadaljujejo. Ne? In to je paradigma, ki je ni značilna res, sem rekel, samo za kulturo, ampak za vse te alfa samce od županov, ministrov, poslancev, ne, top menedžerjev. Ni da nikaj si te privošči na seksualnem področju, ne? Ampak kultura ima pa res paradigmo, ne? Ker te kulturniki, ne? Umetniki, ne? Te niso vajeni delati. Te en blef, ne? En velik nateg, sodobna umetnost je en velik nateg, en Irving, lahko 100-krat priznan, en velik nateg, Laibach, velik nateg. Tudi not niso poznali. Jaz se spomnim, ker sem bil tam deležen nastanka Laibacha. Jaz poznam vse te člane. Pa to smo se kregali, da so skupni nič. Oni bi pa rad na vsak način nekaj, ne? In potem tam neke smrkle so se rimale in potem so se jih malo napili in potem so tam dobili neke užitke, ne? Mislim, tiskaj neč, jaz sem bil zmagal jugoslovansko prvenstvo in sem tam misice lahko jago, ne? Ta uranik je bil pa nikoj ništa, tam v kotu se je sam sebi smilil. Pa je pa začel srati, pa tiste križe, človek križe riše 20 let. Mislim, Ja, pa vsak kje dan si- enega, ja. Kaj to Vsak dan pomeni, enega, Roman? pa tam na cukar, pa na face in pa se ubes, pa še križ naredi čez sebe. Mislim, to ni nič, to A je ni mogoče to umetnost. podzavestno, pač, ker je vedel, kaj počne, ali pa samega sebe na ta način nekako poskušal upravičiti ali kaznovati? Sej, ali kako? to je simptom. Ne? Sej, simptom je tudi otročje risanje Arjana Pregla. Ne? To je simptom, ker se želi biti otrok, ko sta mamica in oče še imela rada se, pa smo mi trije bili družina. Zdaj pa nostalgija in pa tiste otročje risbe riše. Ampak ne more to režim podpirati, ker to ni umetnost. Po Freudu je umetnost tisto, kar čutiš človek, čuti ugodje. Ne pa, da je to averzija, ne, da gledaš kot tele v nove vrate. Tam sedijo po tistem platnu, pa si mozovce stiskajo in rečejo, to umetnost dajo not okvir in pa visoka umetnost, levi režim to kupi in potem ima pa podkupljene volivce. Pa to ne more tako jeti naprej, ker se ponižujejo tisti pravi umetniki in te kulturniki, vajeni ugodja, ne, načela ugodja, se pravi uživanja, se pravi imajo nič delati, blef prodati, dobiti denar, se malo zakajati, ne, pa babe dobiti. Kako že, če ne reče ne, pa je pa treba kao, mamit, napit, da bo dala. Mislim, ti jo kar napi, ne, se jaz imam na razočarani gospodini, so rekli meni rodari, žensko je treba napiti, pa hotna, napit že. Pa bežiš pred njo, ne pa da jo ti umamiš, da zgubi spomin, pa da jo posiljuješ, pa da jo posojaš prijateljem, pridite, ta dober fafa, pa take neumnosti. Pa to je treba, te izrodke je treba izolirati in to mora narediti leva scena, mora to narediti. Ja. Ko smo pri izločanju, ne, zdaj ljudje smo navajeni ali pa nagnjeni k temu, da neprijetne stvari pač poskušamo pozabiti ali pa pomesti pod preprogo. No. Jaz sem recimo naletel na posnetek, se pravi pogovora v oddaji TV Slovenija na temo Fotopuba, ne, z Dušanom Smodejem in še z eno osebo, in ko klikneš na to povezavo, namesto pač tega posnetka očitno zdaj v arhivu naletiš na nek drug posnetek z neko drugo vsebino. Ne. Čeprav ta fotografija, ki dokazuje, da je res šlo tukaj za pogovor o Fotopubu, sicer 8 let star, pa še zmerom je ostala. Očitno so pač v arhivu TV Slovenija šli te stvari zdaj brisati. A je to ta prav pristop, Roman? Moramo zdaj vse zbrisati ali je bolje, da se mi soočimo s temi stvarmi in še enkrat, ne, ponavljam tisto vprašanje, probamo razumeti, kje smo kot družba, recimo, kateri mehanizmi so odpovedali, da se nekaj takega dogaja, kot naj bi se dogajalo, organizirano na nek način in toliko časa pa pač nihče ne spregovori. Pustimo samo žrtve, tudi ostali, ki so za to vedeli, niso spregovorili do sedaj. Ja, le, se prav razmišljaš. Mislim,
imeli smo Tačo, pa Musaco, pa Logarja. Pa kaj zdaj to dvoje delaš, če aktualna tema je Smodej pa Uranjek. Sej ta arena, jaz sem jo gledal za nazaj, vsa čas Pirkovič, da je to temo obdeloval vsaj delno. Pa to mora strokovni diskurs, to se morajo kulturniki začeti odkrito pogovarjati, kaj je njihov problem. Sej Levica je pa tvitnila, češ, mislim, zelo spodletelo, zato, ker imajo kulturniki slab socialni status, ker ni denarja, potem morajo pa malo več tele omame, droge in zabave in užitkov, tudi seksualnih. Kakšno opravičilo je to? In ti levi novinari na tej televiziji, kako perverzno je to, da so to naredili, kar si ti odkril. Jaz sem pa recimo pa Uranjeka kliknil, Njega so 2 leti nazaj v času COVID krize angažirali, da je dal intervju, tega pa niso zbrisali, oziroma je na Facebooku in jaz sem ga delil, kako on pravi strokovnost znotraj 8. dan, pa kultura, to je pa tam mora biti strokovno, pa kakšna strokovnost. To je bilo v okviru debate, ali potrebujemo javno RTV ali ne. Ja, to so levi novinari, tisti njihovi frendi, ki zdaj okupirajo razne studije, pa se tam neki lojalne delajo, namesto da bi imeli pluralni strokovni diskurs, ki bi tematiziral natek v sodobni umetnosti, ker je to kvazi anti-pseudo-umetnost, to ni umetnost, to je blefiranje, to je averzija. In v strokovnem diskurzu naj pride kdorkoli, pa se pomiri z mano, ne pomiri. Jaz sem pa opozicija, ki drugače misli, mene ne pustijo zraven, ker skozi psihoanaliza ni vse umetnost. Tole, ker se tile grejo, sodobni, pa so že jih 100-krat Richard Jakopiča nagrajenci. Irving, Laibach so lahko 100-krat uspešni. V tujini, to je en sam natek, to cel svet ve, ampak konzervativni svet. In potem se umetno drži to nekje, pa se skriva, zdaj pa en njihov naredil eksces, zdaj se ga pa upere krivde tako, da se zbriše z arhivov. Pa tisti, ki je dal to pobudo, je psihopat. Tisti je borec v bratomorni vojni. Mi moramo pluralizem upeljati, mi moramo imeti strokovno debato. Jaz se z lahkoto tukaj le pomirim s kakšnim kulturnikom ali pa kakšno smrklo iz 8. marca. V kulturnem dialogu, ne da pridete mene Katarina Keček pa upije 1 uro na mene. Mislim, to manjka Sloveniji, recimo, faktor je pluralen, nacionalna pa ni pluralna, pa še skriva s temi fintami. Zdaj mi je prišlo na misel, pred leti na knjižnem sejmu, Roman, mislim, da je to bilo še pred pandemijo, ko si predstavljal knjigo, Prvi spol. Ti si napisal knjigo pač odo ženskam kot prvemu spolu, in tam recimo na predstavitvi knjige si doživel zelo neko tako agresivno reakcijo. Jaz sem temu bil živo priča, pač bili so pač verjetno tudi predstavnice 8. marca, kasneje ustanovljenega, bil je Domen Savič in še kdo, in so pač na vsak način poskusili preprečiti, da bi sploh stekel dialog, oziroma da bi ti knjigo sploh predstavil. Zdaj, šlo je za knjigo, vsak si jo lahko prebere, si v tem ustvari svoje mnenje, kar je zapisano, ampak ni bilo niti približno takih, bi rekel, ostrih protireakcij, pa v tem primeru do sedaj. Kaj ti misliš, da bo zdaj se naprej dogajalo? Bo prišlo do kakšnega epiloga? Videli smo, včeraj je bil shod na to temo, 2 ministrici vlade, pravosodna in notranja ministrica, sta prišli na shod, policija pravi, da je vse posnetke, ki so dostopni na spletu, izjave pregledala, poziva priče, žrtve naj se javijo, naj kaj povedo. Skratka, neka blazna mašinerija se je zdaj zagnala. Kakšen misliš, da bo epilog vsega tega? Pa Levica bo morala te spolne predatorje znotraj lastnih vrst razkrinkati. Te kretene treba, razkrinkati, jih ušesa ne vidi. Pa naj bo zdaj tu en Pribac, ali pa tisti Zagar FT-ja, ali pa če je to Janković. Ne da Janković naredi nekaj dobrega za Ljubljano, recimo tisti Rokurec prav, potem pa pridejo Levica po 8. marec, pa tem napadajo Jankovića okrog roga. Janković ima druge grehe, tisti, ki pa dobro dela, tisti pa puste. Ne, da se potem po ovinkih nekje vrne nek bumerang, pa se nekoga napada v čistenih drugih kontekstih. Treba je, torej ženske morajo spregovoriti, ampak ne tiste, jaz pa nisem bila čist za, pa me je malo napil, pa sem bila pa za. Ja, to ne moreš zdaj ti govoriti, pa mi je bilo pa žal, pa ga pa drug da neki, ne. Tiste, ki so bile omamljene. Jaz poznam kolegico, ki je bila omamljena. Točno vem... Govoriš o teh drogah za posilstvo, ki se dajo v pijačo. S temi drogami, to je čist plava pršla. Jaz sem mislil, da bom znoril. Zelo dobra prijateljica. Jaz sem mislil, da je tisto Metelkovo, ki so jo opili, brez spomina. Ženska pa nima
ko je opita oziroma ko je zadrogirana, ne, ta droga da celo seksualni apetit. Ja, se verjetno pri moških isto funkcionira, ali ne? Ja, pa moški to bi, ženska ne bo kar tako dala, ženske so problematične. Ne? In te ženske, ko bi to rada, pa reče ne, ker to se čuti, da ni prav. In poje pa omamijo. Mislim, to je taka perverzija. In če ne bo Levica počistila s temi svojimi psihopati, ne, ki so njeni podporniki in zdaj pa to skriva, ker ima politične koristi. Ne, Bobo je treba reči Bob. Tako kot mora cerkev Bobo reči Bob, če so duhovniki taki in cerkev poskušajo to delati, to mora zdaj v tem trenutku narediti 8. marec, ne, in tiste gofle vrti okrog neke vode, ki sploh ni imela voda veze z referendumom, ampak so proti Janši glasovali, zdaj pa dejte. Ja. Se pravi, ti praviš, na mesto, da bi posploševali, ne, tako kot si rekel, niso vsi duhovniki še zdaleč ne pedofili, verjetno tudi niso vsi kulturniki, oziroma seveda niso vsi kulturniki spolni predatorji, na mesto, da bi izločili te pač posameznike deviantne, na mesto, da bi obsodili to vrstne prakse, se pač poskuša stvari zrelativizirati in pometati pod preprogo. Ja, to se ne sme, to moralno ni prav. In tisti, ki daje to pobudo, nekdo pa začne stran gledati, nekdo, ki ima razsodno moč, mora reči znotraj televizije, mi ne bomo umikali nekih prispevkov, ki smo jih naredili, ker to ni moralno prav. In te avtoritete leva scena ne premore. Ne? S to očitam. Ne? In levi, bi rekel, novinari morajo tudi reči, desnica ima prav, mi moramo televizijo narediti pluralno. Nimamo mi kaj privatnih interesov tam po studiu, ne, pa okupirajo studio kot tisti pretegnjeni Troha, pa tista Saša Petek. Mislim, to ne sodi v kulturo neke razvite države. Zato tudi, če imamo kretene v lastnih vrstah, jih moramo izolirati in kaznovati in izločiti. Izločiti iz paradigme, bi rekel, vplivanja na družbo. To mora iti na margino, naj gre ceste pometati. Nima več kje tle razstavljati, ne nič. Sam še eno vprašanje, nažalost je bil zdaj tudi en primer, ki pa na srečo ni bil tako tragičen, ne, ko je nek moški pač poškodoval žensko, mislim, da z nožem in pa sekiro, pa potem so bili časopisni naslovi, ne, neuslišana ljubezen, ljubosumne, botrovala in tako naprej. Zdaj, a so to ta prave stvari, če nekdo se loti drugega človeka sekiro pa z nožem, da mi govorimo o neuslišani ljubezni, Roman? Pa čakaj malo, pa on Bojan Musil pa Peter Umek. Mislim, to prazno slamo tvezita, psihologa, režimska, vedno prideta ta dva. Mislim, se je Kristjan Lešnik Musek je na Twitterju in na Facebooku danes povedal, da se tako ne dela. Pa ta človek je odsekal prst, ta Mariborčan. Patološko ljubosumje ima jedro, strokovni diskurs mora biti popolnoma drugačen. To jedro je infantilno, psihoanalitično se da bistveno več povedati o tem ljubosumju, Otelov sindrom se mu reče. Mislim, pa tam neke suhoparne floskule, kako gledajo ljudje, pa čist nič ne razumejo. Torej, se tudi mogoče mene ne razumejo. Sam jaz se trudim ljudem razložiti, da psihopatija nastane v primarni družini, v odnosu moškega do svoje mame in potem je ta moški lahko do žensk grob. To je treba povedati. Sam feminizem tega ne pusti, ker favorizira enostarševske družine. Se pravi, enostarševska družina, se pravi, mamica ima tistega sina, ga psihično uniči, stikov z očetom nima, ker to želi feminizem, in potem se pa ta kritika, ne, da enostarševska družina, kjer mama uniči svojega sina, da se to ne predava se. Novinari opustijo to vrstni diskurs. To pa mislim, da je perverzno, moralno nespodobno in ženske furajo ta diskurs. Ženske so tiste, ki hočejo utišati to resnico, ki je pa heteroseksualna. Če ne drugje, saj na Faktorju povemo tudi te neprijetne stvari. Magister Roman Vodeb, najlepša hvala za tvoje današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, zakaj se na slovenski kulturni sceni dogajajo hude svinarije, marsikdo pa gleda stran, že 758. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, zakaj je Golob odstrelil Kosa, kaj je za odstopom Marte Kos od kandidature. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.